Drage popotnice, dragi popotniki, dobrodošli v spletnem popotniškem druženju. Torej, današnja oddaja, prva letošnja, ki je pred nami, je ena izmed številnih delov popotniškega snepa, ki se sedaj prikazuje že kar v 6. sezoni. Torej, oddajo Popotniški snep organizira Popotniško združenje Slovenije v partnerstvu z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor. Oddajo moderiram Tine Nipič, danes pa se nam je pridružila prostovoljkinja, ki je z nami že bila v preteklosti, in tudi novinarka in popotnica, torej Tanja Šiler, in na tej točki tudi tebi pozdrav, Tanja, in hvala, da si z nami. Živijo. Nazadnje, v prejšnji epizodi smo se potepali po ameriškem Midwestu, sedaj pa se odpravljamo na drugo stran sveta, v Indonezijo, natančneje na Sumatro, in Tanja nas bo popeljala po omenjenem skrivnostnem otoku, kjer bomo spoznali tako izjemno favno in floro tega tropskega območja, kot tudi lokalno prebivalstvo, ki na tem območju domuje. Za začetek, da prebijemo led tega dvodelnega druženja, nas zanima, Tanja, kako si prišla do odločitve, oziroma kaj je vplivalo na to, da si se odpravila ravno v Sumatro, da si se odločila za Sumatro? Ja, v bistvu plana nisem imela, kam točno iti. Vedela sem samo, da hočem nekam pač iti, ker pa v tistem trenutku nisem imela ene primerne družbe za potovanje, sem se odločila, da to pač poiščem preko spleta, preko foruma, kjer se popotniki dobivamo, pogovarjamo. Tam sva se spoznala z eno punco, šle na kavo, se hitro ujele in odločile, greva. Šle za računalnik, poiskale karte, sem rekla, nič, greva v Indonezijo. Sumatra je pa padla čisto zaradi tega, ker jaz še nisem bila, bila je dosti velika in bile sva že na avionu. Torej, pred tem potovanjem se dejansko res nista spoznali, oziroma je bilo to nekaj popolnoma novega, popolnoma nov odnos sta vzpostavili na potovanju. Ja. Tako da v bistvu že samo potovanje kot Sumatra, kar bom kasneje ugotovila, je bila precej divja, nepredvidljiva, avanturistična, se pravi, ni turizem razvit, zato je bila nekaj čisto drugačnega, na kar ne moreš biti pripravljen. Zraven sem imela pa še nekoga, ke v tistem trenutku je bil zame oziroma bila popolna neznanka. Lahko bi se to katastrofalno razvilo ali pa se je razvilo super enkratno, kakor se na koncu tudi je. Te pa je sedaj čas, da nam začneš predstavljati to zgodbo. Evo, sedaj vidimo tudi prosojnice in začetek. Se pravi, Indonezija, otok Sumatra, tako kot sem že omenila, je ena zelo prijetna narava, pristni ljudje. Za tiste, ki ne vejo, kje Sumatra v bistvu je, ker dosti ljudi me to vseeno še vpraša, Indonezija je v jugovzhodnem delu Azije, je otočje, v bistvu se razteza na obeh straneh ekvatorja, ima nekje okoli 280 milijonov prebivalstva in preko 17.000 otokov. Od tega je samo slaba tretjina poseljenih. Sam Sumatra kot otok je pa največji indonezijski otok in ima slabo petino vseh prebivalcev v Indoneziji. Zanimivost je pa, da še vedno izvajajo v nekaterih delih šeriatsko pravo. To je precej strogo pravo oziroma pravila muslimanske vere, ampak v to se pa ne bi spuščala in gremo raje naprej. Torej, sama Sumatra pa Indonezija imata, kot vidim po številkah, res izjemno veliko število prebivalcev, torej med najbolj poseljena območja, logično, kot jugovzhodna Azija sodi tudi Indonezija, ne? Definitivno, ja. In tukaj sem tudi obkrožila, da se lažje predstavljate, vse, kar je z rdečo obkroženo oziroma bolj oranžkasto, to je Indonezija, sam Sumatra je pa še posebej sem obkrožila z rdečo, da si predstavljate, koliko velik otok to v bistvu je, ne. S tem, da jaz, ko sem tja odhajala, si nisem tega predstavljala, da je tako velika, tako da na koncu sem obdelala slabo tretjino vsega otoka v 3 tednih. Ostaja še kar nekaj neraziskanega. Ampak že to je veliko, če pogledamo, če si predstavljamo, kako velik otok je to, ne. Že tretjina otoka v 3 tednih je izjemno pustolovščina, no. Evo, takole se je pa začelo. Železniška postaja v Kranju, s kjer tudi jaz sem. Lepo, ruzak spredaj, ruzak zadaj za obtežitev.
Na vlak sem se usedla, odpeljala v Ljubljano, kjer sem pa nadaljevala mojo popotnico Andrejo. Po parih urah vožnje na avionu so pristale v Džakarti. Pot je bila zelo tako pripravljena, približno, kaj si želiva videti, nisva vedeli, ne kako tja prideti, ne kakšni so prevozi, ne kakšne so prenočišča. Pisalo se je pa leto 2015, kar pomeni, internet ni bil tako kot danes, ko vzameš telefon in probaš nekaj rezervirati, tega ni. Tako da tukaj v Džakarti sva skupaj z najnim prijatelji ščurki po tleh nekako planirali prvi del poti. Majčkeno za vpogled, kako izgleda popotniška raziskovanja. Torej, kar korak v neznano. Mislim, če ste začeli ta glavni del planirati ravno, lahko rečem, na letališču oziroma v Džakarti, ne? Tako, Je to kar pogumno, no. V bistvu do Džakarte so prišle z mednarodnim letom, pa so imele pa rezerviran tudi let notranji do Medana, to je glavno mesto v bistvu Sumatre. Jaz sem si predstavljala eno malo večjo Ljubljano, v bistvu je bilo pa to eno veliko milijonsko mesto, a ne. Tako da, ko sva tja priletele, so bile malo zgubljene, čisto po pravici povedano, in sva iskale prevoz. Kar se tiče angleščine, je zelo slaba, saj v tistem času je bila zelo slaba, tako da preden sva najdle nekoga, ki je razumel, kaj hočeva midve, da naj je usmeril, in sva najdla en kombi, ne avtobusa, ne taksija, ne nič drugega, en kombi, ki naj je zapeljal proti mestu Beristagi. In to je bilo v bistvu tudi prvo mesto, kjer sva spale, kjer sva začele raziskovanje. In to izgleda takole, en takle kombi nas je nabasal noter in smo šli na pot. Mesto Beristagi je pa znano, je na 1300 metrov nadmorske višine, to je prva stvar, se pravi, je bilo malo hladnejše podnebje in znano je po zelju. Ker sem mislila, da sem se Slovenije umaknila temu, da prva stvar sem zagledala en velik spomenik zelja in pač očitno ga imajo zelo radi. To vidimo, kar v krožnem prometu imajo spomenike zelja. Ja, zelo. Sicer pustimo, da ga niso lih najbolj upoštevali, pa znali uporabljati, ampak imajo ga pa. Ja, lep prvi vtis, no, mislim. Bolj po domači občutek bi lahko rekli, ne, če ne. Zelo domače mesto, tako sproščeno, varno, tako da je bilo kar super, no. Najdli so tudi hotele zelo v centru noter, se majhen odpočili od vsega, tuš je pasal, tako. Pa so šle pa malo po mestu, malo naprej, malo pojesti, pa sva rekla, da naslednji dan kar že šibava na najlažje osvojljiv vulkan na Sumatri, Sibijak, če se ne motim, je tale vulkan. Naja so zelo opozarjali že v hotelu, da naj nasedava, ko prideva na vznožje, ko bo ogromen domačinov, ki bojo ponujali, da naj peljejo gor, da se lahko zgubiva, da je težka pot. To ni res. Je ena sama pot, da se lepo gor pride. Ja, zna biti pa na delih malo bolj strma, ne. In začele sva, je bilo tako lepo, asfalt, ni problema, bolj položna pot, vmes kakšne domačine srečevale, ptiče, ki so imeli v kletkah iz neznanega razloga. Pa se pa pot začne vzpenjati in to je že v bistvu bolj zgornji del poti, čisto proti koncu, tam je pa že kar zelo načeta. Nič ne vlagajo v to, ni njim to nekaj še v krvi, da bi znali se iti turizem. Ampak narava se je pa iz enega konca na drugega zelo spreminjala, tako da že sama pot je bila super fajna. Pa verjetno to je ena izmed bolj, mislim, turističnih poti, kot si povedal, da je ena izmed najlažje osvojljivih gor, ne? Oziroma vulkanov, ja. Ja, v bistvu to je vulkan, ne tako, kot se ga najraje že predstavljajo, ko bruha lavo pa pepel. Gre za v bistvu vulkan, ki daje ven samo pline in to je vonj po žveplu, se pravi po gnilih jajcih, po domače povedano. In ti vulkani so, pardon, da te prekinem, ti vulkani so dejansko aktivni, ne? Aktivni so, aktivni. Ja, ker imaš tudi označeno, do kam je varno še iti po tisti točki, pa pač na lastno riziko, ampak že sam vonj te odvrne, da bi šel kakorkoli naprej. Evo, in to je nekaj skoraj na vrhu, obstaja še en jezer, malo višji, ampak tam, se pravi, je pa čez tisto točko, ki je še varno iti, Tukaj na vrhu midve srečava v bistvu nobenega, ker ni bilo to sezona, tako da ljudi niso srečavali, ampak je bil pa en zapuščen šotor in midve so se res spraševali,
kdo bi hotel šotoriti tukaj nekje sred, ki to smrdi. In v bistvu ni to pokrajina ali za kampiranje, no, kakorkoli. Tako da, dobro, sva pač opustila idejo, da vas dobil odgovor, tako da sva se nekako odločila, nač po eni strani gor, po drugi strani dol, pa začel je dež padati. Evo, skaj še malo slik, kako to zgleda, taka rumenkasta snov, to je žveplo, pa takole ven ta prijeten von prihaja. To je pa drug del poti, ki sva se dol vračale, spet nakazano, koliko je to nič urejeno, koliko zapuščajo vse skupaj, ne. Ampak, ko je začel kapljati dež, so midve se opremile z najin super jaz ne bom brez dežnimi plašči, ne. Balerinami. To, ja. Mora biti previden, da se jim jezik ne zatakne. Ja. Ja. Tako da sva hitro šle dol, ker majčkeno pod vznožjem, malo pod zadnjim delom gore, sva videla, da obstajajo neke trgovince oziroma štanti, varianta, ampak ker ni bilo sezona, je bilo vse zapuščeno, sva rekla, nič, tja se vas skrile pred dežjem, te počakava, da mine, pa va šle pa naprej. In sva srečali eno skupino študentov Sumatre, in to so bili te fantje, ki so hoteli šotoriti na vrhu, tako da evo, odgovor, kdo hudiča hoče imeti šotor na vrhu. To so te fantje, ampak so se isto, ko midve skrili tukaj od spodaj po te nadstreške. Pa je pa tako bilo, nekaj časa je bilo malo awkward, malo neprijetno, pa so pa začeli, a se lahko slikamo, a lahko kaj povemo, in to najprej ena z eno, druga z drugmo, cela skupina, in na koncu so imeli že majčkeno dosti tega slikanja, tako da so jim pol malo ušle že naprej. Torej, to so verjetno ti ljudje, ki so se tukaj dejansko prilagodili na ta von, zato lahko verjetno razmišljajo sploh o kampiranju na takšnih krajih, ne? Ali pa pač študentje, ki probavajo vse. Ali pa to. Tako da pol sva šla naprej, evo, tukaj se sonček pokaže nazaj. Ta drug del, ki sva dol hodile, tlele bo pa že sem pa kakšna vasica ali pa kakšna koča, v bistvu, ki je namenjena samo zato, da imajo noter oblačila, kakšno orodje, ker je ogromen njiv pa tega, ne. Pa kakšni sadovnjaki, recimo temu sadovnjaki, no, pač poljedelstvo, no, na ta način. Vedeli so pa tudi, da obstajajo tukaj eni vroči vrelci in so jih tudi našle. To so v bistvu bazeni z res toplo vodo, in ker so imeli to srečo, da je bil slab vreme, mislim, napovedan slab vreme, pa da ni bilo sezone, so imeli to čist za sebe. Se pravi, lepo so se namakali v miru, gledali takole okoli tisto goro in enostavno uživali, no. Kot v najlepših sanjah, oziroma najbolj pričakovano možno, oziroma upanje, no, da si sama v takšni lokaciji, ne, da izkusiš na tak način. Običajno nimam te sreče, no, tako da klele moram pa potrkati. Evo, takole, no, in poj, ko sva prišli nazaj dol z gore, sva se odločili, da greva zvečer nekaj pojesti, pa da ne bova tokrat malo nova street fooda, da bova vzeli restauracijo, če lahko rečemo temu restauracija, se pravi, ene boge mize, plastični stoli, en natakar, ki ne zna angleščine, pride do naju, Naja začne spraševati, kaj bi jedle, saj sklepale so, no, da to sprašuje, in midve, da ne poznava jedi, ker res nič niso vedeli, kaj naročiti, nama tako pokaže na steno od zadaj, klele ima ta meni, in midve pogledava, črke niso bile latinica, tako ne vem, prines neki, ne. Oziroma eno jed so se zapomnili od tistih študentov, ki so nama povedali, tako da smo nekako prišli do tega, kaj hočeva, in ta jed je bila v bistvu tako kot oprana voda z nudeljci pa mesnimi kroglicami. Ko si lačen, poješ vse. Tako da, recimo, da je bilo užitno, no. Torej, okus je bil užiten. Ja, užiten. Ja, če več ni to kulinarična specialiteta. Poj, ko so pa plačevali, je pa nekako spravil skupaj v angleščini stavek, od kje sva, in so mu pač povedali Slovenija, ne, in sam prkima sva se mislila, ja, sej to je zate že preveč, bolj da je rekla Evropa, pa bilo boljš, in pride nazaj z drobižem, da vrne in tako reče, hvala. In mi se spogledal,
kako, kje, in pa nam je nekako na telefonu pokazal, na tablici nekaj takega je bilo, da je dal Google prevajalnik in je celo ta prav Slovenijo, ne Slovakijo zadeva, ne. To pa je lep izkaz gostoljubnosti, da se je potrudil, no pa vam ponudil take. Definitivno, tako da Zahvalo. mislim, da ne vidi toliko turistov tukaj, no, da če že so skupine, se pa zadržujejo po hotelih, ne. Se veseli vsakega turista tudi na nek način, verjetno, ne, če Ja. pride. Ja, zelo. Zanimivo. Evo, tule sem pa mogoče malo preskočila naprej, vmes naj čakala, ko sva zaključile, okej, še ena prigoda, ki se je zgodila, ko sva se vračale s te večerje, je bilo to, da so naju v tem najinem hotelu v bistvu zaklenili ven, a ne. Ne iz stavbe, ampak v bistvu še iz dvorišča ven. To so bile take 2 metra visoke železne vrata, čez katere so mogle nekako splezati. Po ulici so hodili mimo, malo so naju čudno gledali, 2 belke tam čez nekaj plezati. Tako da na srečo policije niso poklicali, no, ampak nam je uspelo. Pa so povedali tudi v hotelu, da ne bi bilo kakšnih neljubih dogodkov, pa so se nam opravičevali, da so res pozabili povedati, daj zaklepajo vrata, ne, in da bi se mogle prej vrniti, ne. Torej, prva izkušnja z nastanitvijo oziroma s hotelom, no, v tem kraju je bila tako, da ste morali po noči preplezati ograjo. Ja, tako Da ste nekako. prišli noter. Okej, zanimivo. Ja. Ampak prišle sva. To pa res. Naslednji dan so se pa odpravljale v bistvu naprej. Čakala nas je kar nekaj ur vožnje do naslednjega mesta, spet z enim takim kombijem. V bistvu sva šle do Lake Toba, spet jezero, ki je vulkanskega izvora, ampak na tem jezeru je pa še en otok, isto vulkanskega izvora. In zakaj v bistvu sem zbrala to sliko, zanimivo mi je bilo, ker to je bilo tako manjše pristanišče in pa tukaj spodaj se vidijo 3 otroci v kopalkah, v kopalkah so, in oni so tako veseli bili tam, da se lahko pa in to, a noter največje svinjarije, kar jo je lahko, jaz noge ne bi noter dala. Ti so pa skakali, pa prav tisti, veselje jih je bilo gledati, kako uživajo lahko nekateri otroci v preprostih zadevah, ne. Pa še te No, glejle. zadeve, mislim, ta voda je verjetno tudi, da ni urejene kanalizacije, po mojem, ne na tak način. Ne, tudi tukaj v bližini je tržnica, tukaj se meče vse, kar je odpadne zelenjave, sadja, rib, vse tukaj noter, no. Tukaj res plava vse. Tako da, ko sva prišle na Lake Toba, je to izgledalo nekako takole, ko sva kjer sva midve v bistvu bile nastanjene. Prigoda, kako je prišlo do tja, da so se mi dodali na tisti trajekt, pa to, vsi so naju itak opazovali, ker so bile spet edine tujke, ni bilo nobenih drugih turistov. Pol pa se eno pogum, mogoče najinih let ali pa kakšen let starejši, pride zraven, midve utrujene, ona ne, zdajle se mi ne da z nekom ukvarjati. Pa on se čisto lepo predstavil, se opraviči, da noče nič nama storiti, da bi kar hudega bilo, ampak bi samo rad izvedel, s kje sva, kaj najina država, kaj počneva, zakaj sva sem prišla, take osnovne zadeve. Pa tudi razložil, da naj ne bo strah, ker veliko dajo na turiste, oziroma vsaj v tistem času so zelo veliko na turista dali, ker je toliko po vojih bil turizem. In da če se bova počutila kadarkoli ogroženega, samo zavpijeva in bo 10 drugih zraven stopili, ker hoče pomagati, nočejo imeti nobenega nasilja, ne. Torej, če te lahko na tej točki vprašam, pa si ti občutila mogoče, da prepoznavajo turizem oziroma se dejansko veselijo turizma, ker je to lahko neko možnost zaposlitve za njih oziroma nekaj, kar lahko oni ponujajo na tak način, poleg seveda, da se ukvarjajo s kmetijstvom, ne pa s temi primarnimi dejavnostmi na takih krajih. Mislim, da lih vidijo, da je tukaj možnost boljšega zaslužka, kakor je pa pač biti poljedelec, živinorejec, kakorkoli, ne. In ja, zato, ker je tega toliko malo, vsak evro, ki jim pride na ta način, so ga bili toliko bolj veseli, a ne. Čeprav imajo nekaj turizma, ampak bolj so ga imeli, bom rekla, je bil bolj domač turizem, a ne. Ampak je torej potencial, ne, ravno za razvoj, mislim, nekoč bo to lahko res vroča turistična destinacija. Ampak nekoč bo pač, kot ponavadi, mogoče preveč turistov, ne. Ja, pa bo pa izgubila
svojo avtentičnost. Kaj se je pa še zgodilo? No, mi se pogovarjamo, pač čisto normalno, pogovor je stekel, tista ura vožnje je hitro minila, midve prideva dol s trajekta, tam pa majhen bolj neprijetno presenečenje, ker je bilo nekaj taksistov, ampak ker so Naja zagledali, so videli, ti dve imata pa denar, ne, in vsi na Naja planali. Ne, in takrat je pa ta najin sogovornik z ladje, mislim, s trajekta Naja videl, kaj se dogaja, stopil do Naje in rekel, punce, rabita prevoz, pa midve, ja, saj bova že nekako, pa prav, ne, vaja bom jaz peljal, pa midve, ja, ne, saj ti imaš še 4 prijatelje, 5 vas je v avto, ne, vi ste zmenjeni, ne, smo se s fantom zmenili, oni bojo tukaj počakali, jaz pa vaja peljem, kamor hočete. In res odpeljal, se pravim, res oprijazni, no. Odpeljal, kar so hotele, pa šel pa po svoje prijatelje, da so se razvozili, kakor so imeli oni plan. Tako da jaz sem bila brez besed. Na prvi pogled bi vsi pričakovali, da bi se lahko negativnega s tem odvilo, ne? Tudi ne bi, da umira, kot preveč ponuja. Doskrat imamo, vsaj Evropejci, to se mi zdi, ker vsaka bo od mene stopil v eni taki državi, nekaj hoče od mene. Pa ni res, moramo se majhen distancirati tega svojega strahu. Ni povsod tako, kakor je pri nas po Evropi. To je lep primer, no, drugače. Ja. No, pol so pa vzele, da nadaljujem, da nova midva predolga, ena tako nastanitev v bistvu v obliki hiške Batu, ker je njihova tradicionalna hiška. To je v bistvu ena dolga ladja in to vhod je izgledal recimo takole, da se je mogel kar precej sklon, da si prišel ven pa noter, ker taki vhodi so bili, ampak so pač vzele zaradi izkušnje. Noter je izgledala zelo skromno opremljena takole, na vrh gor so pač mreže za komarje, ker mrčesa je ogromno. Tole je bila pa kopalnica. Se pravi, WC je na koncu, pač tako, kar je, saj nekam je podoben pa štengicoma. Tole je tuš kabina, kar je pa po Aziji zelo pogosto je, da imajo WC in tuš, mislim, ne tuš kabino, tuš ročko, vse v enem, se pravi, ko se stuširaš, imaš WC moker. Moraš majčkeno planirati, kaj pa, kako boš opravljal vso zadevo. Zanimivost je še to, nimajo, kot pri nam, da, ko ne rečem, da potegnejo vodo, imaš lavorček, imaš tamle noter eno, kako bom rekla, še eno kanglico, da poj to potegneš, recimo. Tako se pospravi za sabo. Tako, recimo. Pa bom rekla, tole je še dober WC, kasneje bomo še spoznali kakšen WC, ker to je bila tudi ena zanimivosti, ne. Evo, takole, in zdaj, kaj narediti, otok ni velik, da se ga v enem dnevu obkrožiti, nima pa nobenega javnega prevoza, taksija v tej vasi ni bilo, bila je pa ena starejša gospa, ki je rentala 2-3 skuterčke, tako da sva ga vzeli in hitro šli naokoli. Na tej poti najprej sva se ustavili, nismo imeli nič plana, kaj videti, sva rekli, bo v poti je čisto brez veze, ker nimaš kaj faliti. Najprej sva najdli tele tradicionalne hiške, o tem smo prej govorila, v kakšni sva spali, samo to original, tisti je bila pa imitacija, ker so bile midve. In ko so prišli tja, so videli, da bo tudi predstava, sicer slika je že iz predstave, to so neki moški in ženske predstavljali neki tradicionalen ples, pa vola, kaj točno je pomenil, ne veva, ker noben ni znal anglešk, da bi nama to razložil. Je bilo pa zanimivo gledati. Ampak preden se je pa sama predstava začela, je bil pa ves ta dvorišče, pa to, kar vidimo, prazen, se pravi, so se midve vse lahko v miru ogledale, nakar pride en starejši gospod do Naja, pa Naja tako pocuka, pa se že tako strašila, so midve kam not šle, kaj ne bi smele, ali karkoli, ne vem, stopnina, karkoli, pa on tako sam pokaže, če bi hotela iti gor v hiško, ja, valjda, ja, gremo gor, in so šle gor in ona še tako kaže, da naj oblečejo te noše, ki jih ima oni gor, pa midve, ja, koliko pa je tu, kaj mora plačati, ne. Tako da to je izgledalo nekako takole, tole je Andreja, ki je oblač, na koncu so izgledale tako. In potem smo imeli cel fotosession in smejali smo se, ni da ni.
Naja tudi učil nekaj na inštrumente, tukaj znotraj predstave so tudi igrali, ne. Dobro, mi to počasi zaključimo, ker se je tukaj je že konec. Če lahko na tej točki, mogoče to me spominjam zelo na Severno Evropo, mogoče tako nordijsko, te temne stavbe pa tako našpičene strehe. Tudi možno, ja. Tako zelo zanimivo se mi zdi, no, mislim, za Sumatro. Zelo v kul, bistvu pa tudi take ladje so, ne so ladjam podobne, no. ja, pa tudi, da ste vam pol dali možnost, da ste se v te narodni noši, no, kljub temu, da deluje tak občutek, da ste lahko izkusili, kak je biti domačin na tem kraju, Ja, oziroma ker v sodelovati v predstavi. Ja, ko v bistvu, ko so dol prišle, so prihajali neki, niso bili niti tujci, bom rekla, bolj Sumatre, ampak ne iz tega okoliša, ne. In ko je bil še en par in sta isto hotela iti gor, nek sta videla Naja, da prihajava, on sam naredil, ne, ni dovoljen. Tako da v bistvu imeli sva na nek način srečo, ker so bile dve punce, ker so mogoče bile nekaj same tam noter, da še nobenega drugega ni bilo, ampak ja, tako da načeloma ni bilo to dovoljeno vsem, ne. Tako da, ja, izkušnja pa pol. Da še večji pečat te izkušnje na koncu to, ne? Ja, in spet dokazuje tisto prijaznost, ki jo že skozi govorim, koliko so prijazni v bistvu tukaj, ne. No, pa so šle pa naprej, sicer nama je takoj za začetek počila guma na motorju, nekaj so povozile in zato tudi tale tabla, ki se vidi gor, ki piše plus minus, a ne, ni table, ki bi pisali, ne vem, 100 metrov do tja, 2 kilometra do tja, povsod piše plus minus, se pravi, toliko boš do tja rabil, ne. Isto je bilo pa s tem mehanikam, ki so spraševali, kje je kakšen, ja, prvem bližje 100 metrov, no, pa je bilo malo več kot 100 metrov. V bistvu nekdo doma imel garažo odprto in to je bila kakor mehanična delavnica, kjer so nam fantje nama hitro zamenjali gumo, pa so že šibale naprej, nič niso računali, tako da po domače. Gostoljubno po domače. Čisto. No, in tele hot springe so tudi, to pa edina stvar, ki so vedeli, da jih hočejo videti, da bi spet probali tako, kot sva tam na vulkanu. Ampak ti hot springi so bili vse prej kakor tisti, bili so zagrajeni z eno ogromno betonsko ograjo, umazani, grda voda, smrdeli, tako da so se samo obrnili in šli dalje. Kar je pa minus Sumatre, je pa to, da je ogromno smeti. Smeti so na vsakem koraku, dobro, izbrala sem mogoče še eno bolj tako sliko, da se še bolj vidi, ta je bila sicer malo bolj zapuščena vas, ampak res ni enega koša za smeti. Ker se tudi domačini, ti, ki se bolj ukvarjajo s tem, da bi promovirali turizem, zavedajo, ozaveščajo jih, ampak ni jim pa v krvi. Tudi, ko sva gledali, kako se pospravljajo hiše, pa to pomede na teraso, s terase dol na svoje lastno dvorišče, ampak tam pa pusti. To je konc. Ne pospravljajo več dvorišča, to pač živijo tako. In takole so tudi razmetane recimo cunje, ki jih sušijo, ker pač nimajo stojal za sušenje, ampak uporabljajo grmovje in drevesa, ne. Pa ni važno, če še malo smeti zraven. No, na poti sva videli tudi takole otroke, vesele, vsi so mahali, taki simpatični popči. Pa malo bolj odrasle otroke, bi rekla, ki so odhajali z nekega verskega obreda, ker so pa ugotovili, da je bilo v bistvu to nedelja. Sicer niso kristjani, tulele naj bi bili muslimani, čeprav niso mi delovali, ampak tako, kakor so spraševali. Je bilo pa zanimivo, da vsaka ta starejša gospa, ki je odhajala z obreda, je imela torbico na glavi, nobena je ni nosila tako, kot pri nam navada, ne. Kaj so še srečevali? Voli. Voli so tiste stvarke, tulele zakon, s katerimi orjejo, s katerimi obdelujejo polja, ni traktorja, ni nikjer ga nisva videli, ne. To so polja telih riža. Zakaj so te palice in to, ke visi? Čisto samo zato, ker odganjajo ptiče, ker imajo zelo težavo, da jim poklujejo, preden dozori v bistvu riž, ne. Poj, ke pa riž dozori, ga pa takole sušijo na cesti
In kar je bilo meni čudno, ker avtomobili pa vozijo čez ta riš, a ne, in sem pa nekako eno gospo dobila, da mi lahko razložila, zakaj ni problema, ne, se ga povozijo, se bo umazan. Ne, zato, da ga izluščijo v bistvu. To je pač Aha. njihovo razmišljanje, da je tako lažje. Zanimivo, torej prav pustijo, Ja. da Ja, da se avtomobil povozi. pelje preko, da se povozi Ja. riš in Ja. Ker na tej točki lahko, pač mislim, sem opazil tudi, da kljub temu, da za takšne dele sveta je značilno, da nima te osnovne infrastrukture, ampak cestišča izgledajo zelo, mislim, urejena v tem smislu, da ne vidimo lukenj, oziroma izgleda kar novo, ne, vse. Kakva je bila vožnja po teh cestah, kljub temu, da gledamo, da nimajo neurejenih, verjetno, infrastrukturo za odpadke pa tako naprej, ne? Jaz mislim, ker sva tudi naleteli na en del poti, ki so glih asfaltirali, da se glih na tem otoku zelo to posodablja, ker določeni deli so še zelo luknjasti, imamo pa tako, kot se tule na tej sliki recimo vidi, zelo lepo cesto tudi. In velik del telih cest je bil lep, tako da ni bilo problema se voziti, ne. Ker tudi tukaj, ke je že malo starejša cesta, ampak še zmeraj je, ker v bistvu vozijo se avtomobili, kakšen manjši kamionček, ni pa neke težke mehanizacije, da bi to uničevala, ali pa tovornjakov s težkim tovorom, tega pa ni, ne. Zato tudi mogoče malo lažje vse skupaj, ne. Ja, povsem logično, ja. Ja. Tole, kar pa zdajle gledava, tole je pa kakav oziroma zrne kakava. Isto takole ga sušijo, tega pa ne puščajo na cesti, da ga povozijo. Ampak je samo to, kar sem izvedela, da je po stopnjah, koliko je suh takole razporejen bil, več pa nisem spravila s tegale z gospoda ven, oziroma midve nisva spravili ven, da bi kaj več izvedele, a ne. Evo, to so pa prišle do vrha otoka in še en manjši jezer dobile, ke da jih še imamo dosti, ne. V tem jezeru se domačini ne smejo kopati, je pa dovoljen ribolov. Zakaj točno, ne vem, je pa zelo priljubljena točka, da hodijo gor na kakšne piknike pa take stvari. In zdaj so v bistvu midve prišle nekje do pol poti, do pol otoka, tulele vedeli sva, da krožna pot obstaja. Zdaj sva se pa mogli odločiti, ali iti nazaj po isti poti in videti vse, kar sva že videli, ali pa nadaljevati pot. Domačini, ti, ki so bili gor, tisti, ki so nekako znali povedati, so rekli, ne hodita naprej, pojdita nazaj, cesta ni v redu. Ne bom šla še enkrat nazaj, zakaj bi šla, če sem že vse videla, a ne. In sva rekli, saj ne more biti tako hudo, a ne. No, in na poti, ke sva šle, sva najprej še čez eno poroko se zapeljali, ke so glih prištimvali, je bila cesta polna vseh stolov in okraskov, midve samo čez. In pol sva pa šle na prvi del poti, ke se je začel takole, pa sva rekli, dobro, okej, začel se je gozd, razumemo, okej, to so naju opozarjali, luže so, ampak se tulele se še načeloma da prevoziti. No, pol se je pa nadaljevalo nekako takole, a ne, da so te luže ratale že čez in po dolgem, pa zelo mehek teren, tako da jaz sem se stopila dol z motorja in šla s mojimi šlapkami lepo po tej svinjariji čez in upala, da ne izgubim nobenega čevlja. Andreja se je pa pač zapeljala čez, ke je ona vozila, zato da enostavno, da so sploh prišle z motorjem čez, da ga noter ne pustijo v tej svinjariji. In to je ena zadnjih slik, ke še ni bilo najbolj grozno, ke se je začelo res groza, niso imele niti energije za slikanje več. Glih to, kar smo se prej pogovarjali, ne, o cestah pa o tem urejenosti in točno pravi trenutek. Je pa to bila gozdna cesta, a ne, in v bistvu bile sva midve že popoldne oziroma, ke je sonce zahajalo, a ne. Tako da sva rekli, prideva z gozda pa sva rešene, ampak problem je, da se je začelo toliko temniti po gozdu, že tako ali tako hitreje tema, a ne, mislim tema, mrak. In je ratalo že tako, malo je panika začela grabiti, kje sva, koliko je še daleč, a sva sploh v pravi poti, a sva vrtiva v kakšnem krogu. In kar je bilo najbolj grozno, nobenih smeti ni bilo več. Se pravi, če ni smeti, ni ljudi. Kva naj zdaj, nič, greva, grizeva naprej, kakor bova prišle, bova prišle, ne. In pol zagledava smeti, saj vem, smešno bo, ampak midve sva bile tako vesele tistih smeti v tisti točki, ker sva vedeli, da mora biti neka vas blizu, ne.
In pa je prišel en gospod, starejši, z enim kolesom, nekaj vozil, pa midve, tako kaževa, cesta dol, nekam bi rade prišle, pa ja, in to je vse, kar je znal povedati, pa tako pokazal z roko, sam nadaljujte. No, pa da ni bilo še konca, ne, nama zmanjka skoraj benzina. In shit, ki zdaj dobiti, ne. Bencinskih ni na tem otoku in to je bencinska, kar je na tejle sliki prikazan. V bistvu to je tak spet štand, kjer liter pa pol velike flaše stojijo z bencinom, zraven je neka škatlica, kamor daš denar in toliko grejo na zaupanje, da ne boš sam vzel, ne. In tam sva se midve spuščale dol, na srečo je bil klanc na dol, tako da sva šparale bencin. Prideva do ene takele, to ni bila ta ista, ampak ene takele bencinske in zagledava zadnjo flašo, tako zadnja, ampak mavajo, bova prišla nazaj do hotela, ne. Tako da, to je pa že naprej in pripeljeva tisti motor vas umazan in ona mama tako nama reče, Punce, je bilo kaj narobe? Ne, samo eno lužo so zapeljale. Vse super, je bilo v najlepšem redu, ampak Ja, malo sreče. Malo so bili nepozorne, kakor. Tako da pa so šle pa zvečer majčkeno še po tej vasici in tako mi, da sam hodva, malo se pogovarjava, delava plane za naprej in naj je ostal en domačin, pa tako, Punce, pejta z nami, tlele je osnovna šola, imajo lih predstavo, tako da so še bile najne osnovnošolske predstave, pa doble lunch paket s hrano, z eno sladico, tako da smo spet nekaj novega probale in tako zanimivo, no, je bilo, sicer spet nič ne razumeš, ampak je pa zanimiv pogled v življenje, kako živijo, kaj otroci delajo v šolo v končni fazi, ker je nekaj drugačnega, kot pri nas, ne. Sploh, ko te domačini povabijo v nekaj tako bolj intimnega k njim, Ja. ako ni načrtovano, ne, pa te zraven vzamejo, da doživiš pol njihovo kulturo, je res nekaj posebnega, mislim. V bistvu to se ti zgodi, če si tak solo popotnik, se pravi solo, v dvoje, v troje, kakorkoli, ampak da nisi del skupine, ker skupine tega ne doživijo, njih ne vabijo zraven, ne. Evo, pa so se pa nekako počasi poslovile od Lejktobe in sva rekla, zdaj greva pa proti, da mi pa je šel iz misli, ampak v glavnem naslednje mesto, kjer sva šla potem tudi v džunglo na pohod. To sva imele pa celo vnaprej rezerviran, sicer ne prek spleta, ampak prek ene druge popotnice, ki nama je dala priporočilo nekega turističnega vodiča, lokalnega, in on nama je tudi uredil eno sobo, prav poceni pa tako. Tako da v bistvu midve sva mogle samo do tja priti in spet ena dolga pot z raznimi kombiji, in ko sva šle na kombi, sva tako rekla, nekaj morava za jesti vzeti, nekaj, če naj premetavali pa to. In evo, tole so bile banane v velikosti dlani in to je bil za cel dan najin obrok. Zdaj pa tole bom pa tebe vprašala, kaj misliš, da bi tole lahko bilo? Upam, da ni kakšno prenosno stranišče. En del si ugotovil, ja. Stranišče je. Aha, Definitivno je, ampak ni prenosno, je kar fiksno. In tale laborčaran, ki ga vidiš tukaj, se pač nabira voda oziroma s te pipe vodo dobiš, to je pa lonček, s katero poj odplakneš. Tistale luknja tamle je pa, kamor moraš zadeti svoje odplake. Zanimivo, okej. Takih stranišč ali pa, da imaš samo majčkeno tako linico od spodaj v steni, je ogromno. To si prej napovedovala, no, da bomo prišli še do takšnih stranišč. Ja. Verjetno je to zadnja stopnja pred tem, da ga pa pol sploh ni, ne, oziroma da je narava. Je ti lažje preživim kot tole. Tukaj se greš. Predstavljam. Pa tale je bil še osvetljen, je bila svetloba padala v enem kraju, na eni avtobusni, ali kakor se temu lahko reče, si se zaprl, je bila totalna tema, sploh nisi vedel, kam stopaš, kaj je noter. Ampak ja. Po moje boljše iti v ta tropski gozd, džunglo. Če imaš zraven, ja. Ja, če je zraven. Evo, tukaj je pa, kam sva šle naprej, to, kam je šlo z glave. Naslednji kraj je bil Bukit Lavang.
Tukaj je tropski pragost, to je bil tudi namen, da greva, ker Sumatra je znana še po eni stvari. Na Sumatri pa na Borneu živijo še orangutani, druge po svetu jih žal, kakor jaz vem, ne najdemo več. In tukaj smo imeli res željo, da jih tudi vidimo. Zato so odbukirali dvodnevni izlet po džungli in to je ta vodička naj prišel iskat, ko so prišle z kombijem, z motorjem, z eno samo motorjem, moj ruzak od spredaj, Andreja pa njen ruzak od zadaj, jaz sem ga počakala, da je odpeljal v vas, pa še po mene prišel in pa preostalo prtlago. Tako da lahko bi sam rekel, znajta se punca pa prite, ampak spet dokaz, da so res prijazni, ne. Takole je izgledala pot v vas, z vso opremo, sicer slika ni bilo po dnevu, a ne. Zelo strma pot, ampak fantje so tako navajeni tele poti, da sploh ni problema. Tole pogled z najine sobice, izredno lepo urejen. Tole je bil pa pol že pot, ker smo rekli, da ko naslednji dan, zvečer so prišle, naslednji dan gremo že v džunglo. Najprej čez en viseč most, lepo tako poravnan sprehod, pa je pa en obok in to simbolizira, zdaj pa vstopamo v gozd, ne. Pa se je pa začelo malo preskakovanje potočkov, gor dol, vročina, vlaga, komarji. To je bil tisti težek del, za kar pač se moraš pripraviti. Videli smo pa od opic, evo, to so Thomas Leaf opice, res ogromnih mravelj, pajki, da ne omenjam, še kakšne žužki, tlele v ozadju pa ti, zaradi česa so midve prišle v bistvu noter na izlet, ne. To so pa orangutani. Tam imajo 3 take orangutane, ki se non-stop gibljejo na tem območju. Sta 2 moška pa ena ženska orangutanka. Ta se je še zelo nizko spustil, drugače živijo zelo, zelo visoko gor, no, in so tudi opozarjali, bodite tiho, nič jih ne bomo plašili. Bomo vse povedali o orangutanih, ko bomo šli malo naprej, tlele se pa poslikajte, pa dalje, a ne. In ko smo že kar nekaj prehodili, so našli eno tako, bom rekla, varno točko, kjer oni vejo, da se orangutani ne zadržujejo, pa te najmanj nevarnosti, in so nas takole malo posedali po tleh, pripravili ogromno sadja, ne, ker smo bili valjda žejni vse in sam voda tukaj ne pomaga, in so nam zrezali ananas, jaz ga pač obožujem, to bila 1/4 ananasa, ki ga je zmanjkalo takole, in me gledajo pa tako en od vodičev, a bi ti še ananas? Pa jaz, ja bi, a ne, in prinese še eno polovičko, tako da v bistvu pol ananasa sem zdelala, tam če skrajšam in sem dobila nadimek, da sem ananasova pošast, ker uničujem ananas. Verjetno je bil to najboljši ananas do zdaj, ne, v življenju. Lahko sklepam tak. Definitivno sladek, sočen in pa tudi Ob pravem času. V pravem času, definitivno. Evo, in takole smo šli pol naprej. Tlele smo se lepo odpočili. To je še ta slika, ja, ko se jaz bašem z ananasom. In v bistvu pa so nam razložili, da je en velik orangutan, ki je moški, kilaže višine, pa tega se več ne spomnim, ampak je zelo dominanten. Nikoli ne pride dol na tla, nikoli ga niso videli, zmeraj ga vidijo samo gor. Pa je tisti orangutan, ki so ga prej videla na sliki, je malo manjši, tudi moški. Je zelo nagajiv, ta zna dol priti, ampak so pripravljeni na njega, ker mu pravijo, da je tako malo psihične težave ima, no, da je tak. Pol pa še ena ženska orangutanka, tista se pa tudi drži zelo daleč stran, tako da načeloma ne prihaja sploh blizu, sta moška bližje prihajala, no. Takole zdaj pa mislim, da sem Na tej točki se je pojavilo tudi eno vprašanje, zdaj, ko smo pri koncu prvega dela, ne. Pa ga bom sedaj prebral, torej Teja zanima, torej našo drugo prostovoljkinjo, zanima, ali ste poskusili kakšno njihovo kulinarično posebnost? Poleg seveda, ananasa pa juhe, sprane juhe. V bistvu kulinarična posebnost, zdaj ne vem, pač v tistem lunch paketu definitivno so bile same lokalne dobrote, ampak nobena nama pa ni imen povedal, tako da to so bile te zadeve, prehranjevale sva se pa izključno iz tropskega sadja, to, kar pri njih rase, pa to, kar oni kuhajo. Jaz zelo nerada posegam v eno
tujo kuhno, se pravi v tem primeru evropsko kuhno, ali pa nekaj, kar doma jem. Jaz rada jem, kar oni delajo. Ne. To je tudi del doživetja. Ne. Pa verjetno tudi posebna izkušnja, če ne veš imena teh jedi. Ne? In ne veš, kaj boš pojedel in koliko je dobro. Ja, in tako zdaj na tej točki zaključujemo prvi del našega druženja, torej odkrivanja Sumatre. Upam, da ste vsi, ki ste nas spremljali, uživali v teh utrinkih in zgodbah iz Sumatre, ter da smo odgovorili na vaša morebitna vprašanja in zanimanja. Zahvaljujem se torej Tanji v imenu popotniškega združenja, da se nam je pridružila in nas popeljala v ta zanimiv in skrivnosten tropski del sveta. Naslednjič bomo nadaljevali, kjer smo danes ostali, in pokazali še ostale skrivnosti in zanimivosti, ki so vredne omembe. Tako da ne zamudite nadaljevanja. To epizodo pa si lahko ponovno ogledate na YouTube kanalu popotniškega združenja ali pa jo poslušate v obliki podcasta. Tako da, Tanja, še enkrat hvala za danes. Ja, jaz pa vse vabim na drugi del, ker bo še kaj zanimivega. Torej, lep pozdrav do naslednjič in bon vojaž. Čau!